Dober dan, danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Z možem se odpravljava do 3 solkanskih mostov, ki prečkajo čudovito smaragdno reko Sočo. Najstarejši je železniški most, ki ima največji kamniti lok na svetu. Drugi je betonski most, po katerem je speljan avtomobilski promet. Tretji most je najnovejša in trenutno še nedokončana brv, ki bo tudi najdaljša brv v Sloveniji. Najprej se bova v Solkanu spustila mimo brvi do reke Soče, kjer se nahaja kajakaški center, nato pa bova čez most prečkala reko na drugo stran. Solkanska brv je široka 3 metre, dolga pa 120 metrov. Namenjena je kolesarjem in pa pešcem oziroma sprehajalcem. Omogočala pa bo nosilno za okoli 1000 ljudi. Brv so začeli graditi jeseni 2019 in bi morala biti po načrtih tudi letos končana, vendar pa je projekt naletel na nepričakovane težave, zato še ni končan. Pot je potrebno povezati še z desnim bregom, kjer naj bi se pot priključila kolesarski stezi. Zakaj pa je brv še vedno zaprta, vam povem, oziroma bom kar pokazala na nasprotnem desnem bregu Soče. Zdaj se bova spustila do reke Soče, kjer se nahaja tudi kajak center. Ta prostor ob reki Soči pa domačini koristijo tudi kot plažo oziroma kot kopališče. Zdaj se po stopnicah povzpneva nazaj do centra Solkana. Na vrh stopnic smo zdaj zavili levo in pridemo potem do glavne ceste. Pa mimo solkanske fontane, v bistvu je to tudi center Solkana. Solkanski železniški most čez Sočo imenujejo tudi arhitekturno čudo ali pa most presežkov ali pa rekorder zgodbo. Je zelo znamenit, tukaj stoji že od leta 1906, ima najdaljši kamniti lok na svetu in sicer 85 metrov. Dolg je 220 metrov, 36 pa se dvigne nad gladino reke Soče. Tukaj so taki balkončki, da se lahko odmakneš, če slučajno pride vlak. Most je včasih povezoval Dunaj in Trst. Danes pa ta bohinjska železniška proga povezuje Novo Gorico z Jesenicami. Se pa po tej progi lahko peljete z običajnim vlakom in uživate v čudoviti panorami. Lahko pa na avtovlak naložite svojega jeklenega konjička. Prav posebna dogodivščina pa je peljati se z muzejskim parnim vlakom, s katerim večkrat letno organizirajo celodnevne izlete in gor imajo tudi animacije. Na koncu mostu zavijamo levo in direktno pridemo na kolesarsko stezo. Na kolesarski stezi bova zdaj nadaljevala do Solkanske brvi. To je betonski solkanski most, ki se dviga 55 metrov nad gladino reke Soče in je povezava do Goriških brd. Tukaj gor je pa tudi ena pešpot, ki se pride gor do mostu. Midva greva zdaj naravnost, tukaj gor desno pa je speljana kolesarska pot. Sva zdaj na drugi strani Soče, hodila sva približno 50 minut, za nama je pa dobre 4 kilometre. Celotna brežina desnega brega Soče je zelo zahtevna. Gre namreč za zelo plazovit in nestabilen teren, na katerem so bile potrebne dodatne geološke preiskave, se bo gradnja povezovalne poti nekoliko podaljšala. Spremenjena bo tudi njena prvotna trasa. Tu so našli tudi več izvirov vode. Tukaj desno bo pot povezovala Solkan Plave, levo pa Solkan Italija. Tukaj vidimo pa razpoke, pa kako se teren poseda. To posedanje se pa dogaja že precej let, tako da to ni zdaj glih od včeraj in ne vem kako, to bo kar težko rešili. Ne bi bila pa ta brv dokončana do naslednjega poletja.
Se pravi, letos je bilo 15.685 obiskovalcev, trenutno jih je 59 šlo v plave in 53 se jih je vrnilo. To je betonski Solkanski most. Z tega mostu nudijo adrenalinsko doživetje bungee jumping. Evo, tukaj skačejo pa z bungee jumping. Tako in sem dol. Soča ima res eno tako čudovito barvo, predvsem kadar je lepo vreme. Danes mogoče še ni tista krasna barva, ob lepem vremenu sončnem pride pa čudovito smaragdna. Spremljate me lahko tudi na Stravi in sicer pod imenom 10.000 korakov na dan. Link od današnje hoje pa bom pustila spodaj v opisu videa. Tako, midva sva pa zdaj naokrog, ratalo je nekaj več kot 6 km, hodila sva uro pa 20. Nič, bodite fajn, pejte tudi vi nekak sprehod. Se vidimo, čau, čau!